Urška Ristič in Petra Seliškar. Pozdravljeni. Pozdravljeni še enkrat tudi publika in še enkrat vljudno vabljeni, da kaj vprašate, poveste kakšno mnenje, bojo vaša mnenja zelo dobrodošla, tudi vprašanja. Ne? Pa bi jaz pa začela, mogoče zelo, zdi se, da se je ta film tako pisal pa delal že kar tokom življenja, tokom vajnega prijateljstva, pa če malo poveste o tem, kako je pa potem dejansko se začel sestavljati, kako je nastajal. Ja. Jaz bi sam še enim parim ljudem tle zahvalila, ki je mogoče dobra prilika. Hvala vsem, ki ste prišli, res to je veličastna publika. Je pa ene par ljudi, ki pa bi jih rada tudi povabila, in tukaj je z nami tudi Zoja Ristič. In moja desna roka Ivana Naceva. Pa bom takoj odgovorila, moram pa resno. Brand Fero, ki ga žal ni, ki je pa Nil. Je pa Nil, ja, namest njega. Nil! Rada bi se zahvalila še Sari Fero in Tamari Babon, mojima koproducentkama in Viktorju Edeju, montažerjama, ki sta tole vse skupaj sestavljali čez vsa ta leta, Saško in Sandri, Vladimirju Rakiču in Veri Galešev za zvok in glasbo, ki je res velik del tega filma. Bi pa rada tudi ene par posebnih ljudi, ki so tukaj, samo se jim zahvalila, in to je Lili Nedič, ki je stala z mano ob stranimi in me bodrila vsa ta leta, tako da hvala, Lili, kjerkoli že si. In seveda Nilu, ki je že prišel, Nilu za čisti support in za to, da si deli mamo vedno z filmi, in Teri, ki je velik del tega filma, tudi pripada tebi. Tera, ne vem, kje si, ampak to je. Ja. Pa seveda tudi mojima staršama, ki pa me že ves čas nekako podpirata, čeprav veste, da ta film niso lih rožce, ampak sta mi stala ves čas ob strani, tako da hvala. To bom kar nehala, ne. Saj vas je veliko let in sigurno sem koga pozabila, ampak to se mi zdelo pa, da sem morala povedati. Imaš ti še kaj? Koga? Maja. Je pa tukaj tudi še ena posebna, zelo posebna oseba, Maja, ki je pa Maja pa še. To je pa naša Maja. Maja, ki se fizioterapeutka iz filma. To je fizioterapeutka, zmagovalka. Zdaj pa lahko odgovoriva na vprašanje. Kako sva midve tako tkali to? Pa tako, Petra se je vpisala na to svojo filmsko akademijo, jaz še nisem bila nekjer tako. In ona je pa skozi to kamero težila, in potem
ne vem, pač, ko sem mene une neki lažne popadke, no čakajte me, grem po kamero in pa smo je mogli tam čakati, bolj je prišla in je bil itak šel šov, tako da bolj, ko smo gledali une travestite tam po televiziji, smo pač razmišljali, kaj pa če bi mi to na tiste video smešence, ki so bile tako popular v 90-ih pošiljale, ne, pa tako dajmo še kdaj kaj snimati, pa smo imeli un road trip, ki tudi ni bil planiran za kakršnokoli nek film ali kaj, meni je bilo tudi tako, da kaj skozi snemaš, no pa da je njih, ne, ampak v bistvu sem se pa na kamero navadila in pač, ko sem pa, no, naprej, kdaj si dobila film, enkrat sem jo vprašala, ker sem bila prvič pa drugič bolana in sem začela vaditi in so mi roke padale, ena pa druga pa dol, pa sploh nisem mogla forte piano, nič narediti. In pa sem končno nekaj uspela zvaditi in sem klicala Petra, jaz bi se posnela, na kaj se vi kaj snemate? Zdaj, 10 let za mini diskom, ne. Je rekel, pa da jaz tem posnela. In pa, kaj boš, kaj, kako, ne, tako. Tako je bilo nekaj. A pa je bilo takrat že z namenom filma, ali je bilo Midve so od snemati? začetka itak to snemale, to so vse vedle, ne, hecam se. Ja, ne. Ne, pač snemali smo iz čistega veselja do življenja, ne, vse tega je veliko, ne, tega materijala, bi se še kakšen film dal narediti, ampak 2, 3, ja. Ampak ne, seveda nisva vedela, da se bo tisti krogli tako obračali, kakor so se. Ne. Ampak je bilo potem v tej končni fazi montaže, ko je film že dobil neko svojo obliko, ne, to ključno, da se v bistvu midve pokaževa tudi, kakšne so bile prej, ne. Se veliko materijala sploh nisva dobile iz Gilša, naprimer, kjer sva se spoznali, ta teatrska šola, tam je bilo tudi marsikaj, ampak so bili to ta leta, Pa mi se tudi nisva družile neki, tako, Tudi, če ja. si prav prijatelj, si daš mir, ne, po moje. Ja. Pa še kdo kakšno vprašanje? A bi ti? Po mojem, da ima. Če ne drug, a ima mogoče kdo kakšno vprašanje že zdaj? Ne, ker vsem pa še niste povedali, kako je do tega filma konkretnega prišlo, zato ker to je pa en zelo film o zelo posebnih rečeh, naslov mu je Telo, govori pa o marsičem več, tudi o vajnem prijateljstvu, a ne? Posvečen je mamam in hčerkam, posvečen bi bil lahko tudi prijateljcem. Lahko, ja. Sej to je bila dilema, ne, komu je zdaj posvečen. Ne, pa gre za te odnose, no, praktično preko celega telesa, podzavesti in pač tega, kar lahko fizično popravijo doktorji, ne, je tukaj en velika plat te naše podzavesti, ki pa temelji na dobrih ali pa slabih odnosih, ki lahko pomagajo ali pa tudi te bolezni proizvedejo. Tako da v bistvu je to en tak kompleksen, mislim, jaz sem se trudila, da bi govorila o tem, da pač ni telo samo to, kar Mašina. ja, kar dajemo v njega, seveda tudi je, ampak da je veliko več, no, in zdaj ja, zato je telo. Kaj pa film ima eno zelo specifično poetiko, a ne? A je to poetika Urške, a je to poetika Petre, vajnega prijateljstva, kaj mislite, kaj bi Bolj rekli? Branda. Ja. Nekoga, Brand ima ta tač za kamero in to, da poveš stvari, tako, ne vem, on je kdaj šel kar 5 zjutraj, pa sam snimal svoje te trave, pa ne vem, ptice, pa tako. Ampak so pol vsem zložene v eno melodijo, v eno ali pa te makroposnetki so posebej, a ne, so odločitve za tem, ne? Da vam povem, kaj so te makroposnetki. Ja, to me zanima. Čebula. da ne o tem mislili, da so to neke celice. Ne, ampak je v bistvu najbolj Čebula je vizualno. zelo fotogenična. Ne. Ja, najbolj vizualno je v bistvu smo pol dojeli. Je dolg časa je bila ta korona in smo imeli pol kar dosti časa, da malo raziskujemo, kaj se pod mikroskopi da videti in smo ugotovili, da je res čebula najbolj vizualno zanimiva. Se to tudi otrokom dajo čebulo zagledati, ker je rih tok dogaja, ne? Ja, ne, veliko je bilo v bistvu razmišljanja, ker mi, da so praktično šle film potem
od ozadja naprej snemati, ne, ko je v bistvu v tem ključnem momentu, ko ti spet nekako preplavaš in se soočiš s tem otokom, ne, so potem nekako zgodbo retro nazaj posneli in v bistvu šle v te čez njene dnevnike, ki so bili takrat napisani istočasno, ko se vse to dogajalo in potem posnele ta voice-over, ki so pač te edini zapiski, ko je ona lahko že pisala, da jih je lahko delila, ne, in potem smo pač potem smo sestavljali to v bistvu nekako vizualno podobo teh rib. Ene 50 različnih verzij v glavi, tako, kaj bo predstavljal, ker je toliko materijala bilo, da pač ne veš, kaj bi izpostavil sploh. Na začetku ne veš iz te gomile, kaj. Ja, to je le eno veliko obdobje. Mislim, Urška je pač stara tukaj jaz, ampak se nam je veliko zgodilo v tem času, ne. Gre za to, da je bil pol ta ključen izbor, kaj in kaj ne, ker bi lahko še kakšne 4 dele v bistvu v njenem življenju naredili. Pa je tudi Urška, si ti tudi sodelovala pri tem, ko se je skupaj dejala? Ali... Ne, to sem se pa zavestno odločila, da če sem pač pristala na ta film, da nimam pravica jaz govoriti svoje zgodbe na moj način. Ne vem, to je nekako tako, kot če bi vadil, pa ti tam en celi pamet, ki je komponiral. Ne, s tem sem mislil takole. Ne moreš, ne pač, pust me primer, jaz doživljam zdaj svoje, ti si dal to ven, jaz sem to dala ven, posnet je bilo, kaj bo pa zložila, lej, moraš zaupati, mislim, po mojem. Ja, nikoli se ni mešala, no. To pa res, ja. Vedno rekel, sem se hotla, kdaj tako, ampak sem rekel, da izdrž. To je tvoj film. Vedno to je rekel, tvoj film. To je bila moja mantra, to je tvoj film. Zdaj, če bo za noč, to je tvoj film. Ne, ni moj. Mogoče kakšno vprašanje iz publike? Bi kdo kaj povedal, še rekel? Ja, Zoja je stara 22, čeprav je bila v Trebuhu pol 23 let. Ne? Ja, pa še prej je bilo še te posnetki, kaj še. Kjeri? Ja, te na začetku še nisi imela Zoja. Kaj si ima nekaj? Ok, to je arhiv Canje. To pa sploh nisi ti snemala, Petra, no, dej. Ene stvari sem. No ja, ne vse. Ne, teh arhivskih ti si od Canje. Ne, te od Canje ne. No, Še kakšno mogoče vprašanje? Bi pa jaz pol še o zvočno-glasbeni, zato ker je stezi, ali kako bi rekli, ali pa dimenziji filma, no, ker je pa tudi blazno precizno sestavljena, pa če bi povedali kaj o tem. Ja, to je v bistvu en večjih delov, pa bi tudi rekla režije, ne sam zvoka, ne. Res je, da smo pač z Vladimirjem in z Vero veliko časa predebatirali, skupaj smo seveda snemali tudi te voice-overje in super je to, ker pač Urška pianistka in je znala razložiti, kako se čutiš, ko se živci naprimer zbujajo, in je to prenesla potem Vladimirju, ki je pač to znal nekako narediti in potem smo iskali prave zvoke, da bi dejansko začutil to telo, ne? Da ne bi bilo to samo pač... Ja, v bistvu on je imel že takrat neki posnet, pa še nekaj, da je to pa sploh ni tako, ne, v bistvu se ti bolj tako trepeta, pa se tako trgate, pa tako. Pač upisati sem mogla nekako kako. Pa sem se pa še s tem malo igrala z unimi stvarmi, ki so ful zanimive, ki delajo te zvoke. Citre smo imeli, pa te neke... Pa neke citre, pa pol čipalke, gor tam parpenjaš, pa ne vem, kar neki, ampak tako ful dobro pride. Daj, kaj si misliš, kako si se tega spomnil, da na citre parpenjaš une ščipalke, ampak meni je bilo ful dobro, res bila tam tako še en teden z njima. Ne. Ja, dolg časa je trajalo, no, če je bilo to vprašanje. Ja. Mislim, vzeli smo si zares čas za ta del, no, ker smo hoteli nekako, da se nekako tudi sam lahko podaš v to telo in malo začneš o sebi razmišljati bolj kot pač samo o tej zgodbi. No. To je bila neka ideja, da ozavestimo malo, ne, kdo smo pa, da ni kar to mašina, ki bo zavedno trajala, pa
karkoli delamo, bo pač funkcioniralo. Ne. Na to smo navajeni. To je bilo, ja. In zdaj tudi ti slišiš v filmu. Predvsej blizu, ja. Ampak ti še boli, no pač. To Ja, je ja. noro. Tako, tam je bil en tip, jaz ne vem, pač nek zdravstveni delavec na, kaj pa je on bil, nek, pa ne vem, sploh ne vem, če je bil medicinc ali pa tako neki, ampak on je tam nekaj delal, mogoče je čisto, okay. Ampak on je šel na en tečaj, ker njemu se je to isto zbujalo in je vedel, koliko to boli, in je šel na en tečaj, ki se mu reče podlaganje pavštorov. In pa on sam, edino on mi je znal tako pavštore naštimer, da je bilo tako, vsaj za pol ure, ne, tako ful dober. Tako, nisem vedela, da obstaja tečaj, podlaganje pavštorov, ampak ja, ful dober. Ja, meni je bilo zašto. A je še kakšno morda vprašanje iz publike? Če ni, Nizka! Ček, kaj imamo? Velike. Zakaj ste bili tako tih, zakaj se niste nič smejali? Je pa res, ja, da različne publike različno reagirajo. dojemajo, Ja. Zanimivo je bilo v Sarajevu, mogoče pa sem razmišljala, zakaj so se toliko režali na glas in srca. Mogoče tudi zato, ker jim bila smrt toliko blizu. A ne? In je bilo prav tako, kot da smo šli na komedijo. Ne? Pa verjetno tudi zato, ker niso najo poznali, ker so bili... Verjetno, ja. Nezadržani. Ja, mislim, ne nezadržani. Ti, ko gledaš enega, ko poznaš te futbol, po mojem, zaboli ali pa kaj. Če pa gledaš tam žnjo osebo, ne. Mogoče res, ja. še kakšno vprašanje? Sicer imamo tukaj le eno naš pozdrav. Hvala lepa. Hvala. Cvetje Eli. Še en šopek je za Majo, sam ga nam na balkon metala. Tako, pol, ko se vidimo. Ujame. Ja. Vi pa vsi vljudno vabljeni v Preddverje, kjer bo tudi še ekipca filma na kozarček in pogovor. A ne? Hvala. 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 Hvala vsem. Hvala tebi, Darja.